Svetniška skupina stranke Lista Marjana Šarca v mestni občini Kranj je pretekli petek 11. septembra v prostorih Stare pošte v Kranju odprla svetniško pisarno. Na otvoritvi je zbrane pozdravil evropski poslanec dr. Klemen Grošelj, ki je poudaril pomembnost prepleta lokalnega dogajanja z evropskim, povezovanja in sodelovanja. Pozdravljeni, sem zelo vesel, da sem zopet v Kranju. Bom rekel v mojem rojstnem kraju, torej Kranj je moje rojstno mesto. Ja, seveda, prišel sem podpreti napore naše lokalne skupine, se pravi naše svetniške skupine LMŠ v Kranju, ki sodi v eno naših bolj aktivnih skupin. Imamo celo podžupana, jaz sem zelo vesel, da je Robert tudi z nami, da je uspel urediti te prostore in seveda evropski poslanci lahko dobro in uspešno delujemo samo, če poznamo tisto, kar se dogaja v lokalnem okolju. Slovenija je sicer majhna, zelo barvita in v tem segmentu, v tem mozaiku je Kranj en pomemben, ne bom rekel delček, ampak del, na katerem tudi naša stranka gradi. In s kakšnimi izzivi se v prihodnje srečujete, denimo v tej jeseni? Ja, poglejte, ključno, kar se tiče Evropskega parlamenta, je sprejem večletnega finančnega okvira in pa sklada za okrevanje in odpornost. Torej, to so ta sredstva, o katerih se veliko govori. Govorimo o teh 10 milijardah in še nekaj denarja. Nekako 11 milijard se govori s tistim, kar je še ostalo iz prejšnje finančne perspektive in seveda zdaj na poslancih na nas je, da vlagamo amandmaje in poskušamo čim večjo količino tega denarja usmeriti na eni strani v nacionalno okolje in seveda pri tem je izredno pomembno, da vidimo, da čutimo, kako lokalno okolje živi, kako diha, kakšne so potrebe, kakšni so programi in seveda pazimo pri tem z amandmaji, da imamo tisto, kar se naše slovenske lokalne skupnosti želijo, tudi vključene v te, bomo rekli, bolj strateške dokumente, ki nastajajo v tem našem bruseljskem balončku. Pa ste trenutno zadovoljni, da nima vse vaš glas sliši v Evropskem parlamentu? Ja, pogledajte, vsak glas šteje, to smo se že naučili tudi v Sloveniji počasi, ampak ja, včasih si uspešen, včasih iščeš koalicijo z drugimi kolegi iz drugih držav, iščeš kolege predvsem, ki so iz držav, ki so podobnih situacij, kot je recimo Slovenija in poskušaš seveda, vedno vsega ne dobiš. Nekako se ustvari potem kompromis, ki potem omogoča, da se potem, ne bom rekel, nekako napravi prostor, kjer lahko potem lokalne skupnosti, pa tudi, bom rekel, vlade oblikujejo politike in programe, da se lahko ta sredstva tudi na koncu počrpajo. Tukaj je izredno pomembno in to izredno bi rad poudaril, za lokalne skupnosti je zdaj tisti pravi trenutek. Jaz bi rekel, da v tem sklicu parlamenta je enkratna priložnost, ki jo do sedaj še ni bilo v tem, da se vloga in pomen lokalnih skupnosti izredno poudarja. Torej lokalne skupnosti, in to bom tudi povedal na današnjem srečanju otvoritvi tudi mojim kolegom iz stranke LMŠ, da je sedaj čas, ko naj predstavijo programe, ki bomo potem lahko skupnimi močmi poskušali uresničevati tudi s pomočjo evropskih sredstev. Z malimi in preudarnimi koraki na lokalnem nivoju do velikih ciljev pa je izziv svetniške skupine LMŠ v mestnem svetu mestne občine Kranj. Mi kot lokalni odbor, se pravi, smo tukaj na občinski ravni 2 leti delujemo, odkar so bile zadnje volitve. Res je, da so zaenkrat samo 2 mestna svetnika, ampak tako kot je rekel že moj, bom rekel, politični prijatelj, dr. Klemen Grošelj, vsak glas šteje in tudi mi poskušamo biti konstruktiven partner v mestnem svetu. Vemo, da šteje 33 mestnih svetnikov, zato smo se tudi odločili, da se malo širše pojavimo v skupnosti in smo se odločili, da odpremo tole pisarno, se pravi pisarno, v kateri bo svetniška skupina lahko sprejemala po naročilu, po telefonskih najavah ali kakorkoli drugače, 2-krat na teden svoje občane in občanke in poskušali z njimi realizirati, reševati ali pa mogoče doprinesti kaj boljšega naši mestni občini. Torej, da bi bili bližje ljudem? Absolutno. To je strategija vsake stranke, vsaj v predvolilnih obljubah. Zdaj, koliko se jih kdo drži, potem v nadaljevanju je odvisno od same politične kulture, strukture, ampak mi res želimo, da bi se približali ljudem, da bi se približali lokalnim skupnostim in da bi poskušali biti glasni, kar se tiče reševanja res tistih problemov, ki se tiče občank in občanov, ne pa neke pavšalne politike, ki se dogaja lahko recimo zgolj na papirju. Kaj ste že denimo doprinesli Kranju?
Mislim, da predvsem to kot podžupan in moja kolegica, mestna svetnica Nataša Majcen, se trudiva, da v mestnem svetu aktivno sodelujeva pri vseh rešitvah, ki jih rešujemo. Se pravi, tukaj vemo, da je tudi lokalna struktura, župan, ki je aktiven pri uresničevanju projektov, smo aktivno vključeni, sodelujemo, tako da v bistvu težko je izpostaviti samo eno stvar, ampak mislim, da v bistvu največja stvar, ki se trenutno tiče vseh v Kranju, je tisto, da bi se v prihodnosti v Kranju res poskrbelo za starostne skupine, za stanovanja za mlade, tudi športni objekti, da se obnovijo. Seveda pa ne smemo pozabiti, tako kot smo od vsega začetka govorili, na lokalne skupnosti, da v bistvu se ne pozabi na 26 krajevnih skupnosti, za kar sem odgovoren konec koncev kot podžupan.